Gospod Franci Valant je prostovoljec, voznik v okviru Prostofera, projekta brezplačnega prevoza za starejše. Pridružili smo se mu na eni od njegovih poti. Po prevzemu ključev in potnega naloga na parkirišču pred stavbo občine Bled smo se odpeljali na Bohinjsko Bilo, kjer je na prevoz do ene izmed zdravstvenih ustanov v Ljubljani čakal gospod Aleš Simčič. Prostofer je začel uporabljati po hudi bolezni. Ja, jaz sem 31. decembra 2020 so me odpeljali v bolnico, me je koronavirus zagrabila ali zagrabil. No in sem bil 8 mesecev v bolnici in potem sem takle, kot vidite, težko pokreten, živce imam vse uničene, dobre, ledvica problem, pa take stvari, takole imam hromo roko, vidite, čakam na operacijo, ker so velike čakalne vrste, čakam že pol leta, s tem, da lahko pride do tega, da bom hrom skozi, ampak take situacija, tako da bi to enkratno pomeni. Kot redni uporabnik ima po nekaj mesecih zelo pozitivne izkušnje. Ta Prostofer je res, kako bi rekel, zadetek v polno. Jaz upam, da bo, je pa res, da je verjetno, ki je taka povpraševanje, da je večkrat problem, da ne dobiš. Pa jaz koristim taksi ali pa avtobus. Tudi sam je včasih še pred boleznijo kot prostovoljec sodeloval v Prostoferju. S tokratnim voznikom Francijem Valantom pa se že dobro poznata. Z njemu se s tem sedanjem sva večkrat na vezi in se dobro že poznava. Blejska občina za storitev Prostofer letno namenja 3000 evrov. Sredstva so namenjena klicnemu centru Zlate mreže, ki povezuje naročnike z vozniki prostovoljci in vzdrževanju električnega vozila. Jaz sem zelo vesela, da smo s tem projektom zaštartali, ker veliko ljudi potrebuje prevoz, predvsem starejši, ki nimajo več svojega avtomobila oziroma te vožnje ne morejo opraviti same. In vidimo, koliko zadovoljnih uporabnikov se potem obrača na nas. Ljudje pokličejo in se nam res zahvalijo, da ta storitev je na voljo. Včasih celo so veseli, da jim to omogočimo, ker pravijo, da res ne vejo, kam bi se obrnili v nasprotnem primeru. Sej vse vemo, da taksi obstaja, ampak ljudje se težko obrnejo na pomoč na čisto neznanega človeka. Tukaj pa prihaja do tega, da se vežejo ene nove prijateljska povezovanja, neke nove vezi se tkejo z samimi prostovoljci in pa uporabniki, ker se med pogovorom, kot se že večkrat upravijo ta prevoz, je neka posebna vez in teče pogovor o njihovih težavah. Ljudje so pripravljeni poslušati, ga pospremiti do samega vhoda, do same ambulante in je res storitev nadgradna, je povezovanje. Franci Valant je voznik prostovoljec že vse od začetka. Pri svojem delu je izjemno skrben. Tistim, ki potrebujejo pomoč, se skuša kar najbolje prilagoditi in jim olajšati njihove poti. Poti ga največkrat vodijo do zdravstvenih ustanov na Jesenicah ali v Ljubljani. Njegove izkušnje pa? Do zdaj so kar pozitivne, nimam kakšne slabe stvari. Tudi lahko pohvalim to Zlato mrežo, da te pokličejo 3-4 delovni dni prej in te vprašajo, če imaš pa čas storiti ta prevoz in pa se nekako dogovorimo. Če pa rečem, da sem zaseden, pa lepo sprejmejo in te dajo v naslednji termin, ko prideš spet na vrsto. Nisem še imel slabe izkušnje, da bi rekel, da bilo kaj narobe. Vsi so zadovoljni, pa tak nasmejan. Poleg njega je trenutno aktivnih še 11 voznikov prostovoljcev. Seveda se tudi v tem trenutku obračam na ljudi, ki so pripravljeni pomagati in vložiti nekaj prostovoljnega dela v to, da se lahko obrnejo na občino, pustijo kontakt in jih pokličemo, vsekakor z njimi navežemo stik, povemo, kako to poteka. Prostovoljci so vedno zaželeni, več jih je, manjkrat je ta prevoz potreben, da ga opravijo. Drugače pridejo tako enkrat na mesec nekako na vrsto. Samih uporabnikov je bilo pa v enem letu 44, peljalo se je pa 135krat. To pomeni, da je več uporabnikov zadovoljnih, pokličejo tudi večkrat, nekatere peljemo 10krat, enega 2krat, kot imajo potrebo.